Kot drugi bo nastopil Jaroš Krivec, ki je v bistvu mentoriranec Katarine Kebr, prav tako iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, in v bistvu bo kot študent drugega letnika doktorskega študija predstavil del nastajajoče doktorske naloge, ki se prav lepo povezuje s prvim delom. Torej, lepo pozdravljeni. Z moje strani lepo pozdrav iz Düsseldorfa. Jaz vam bom danes predstavil dojemanje vakcinacije ob samem pričetku njene vpeljave, torej na začetku 19. stoletja. To bom prikazal predvsem na podlagi dveh zgodnjih propagandnih tekstov, ki sta nastala na Kranjskem. Še prej pa bi pokazal dve sliki o cepljenju. In sicer na prvi tu levo vidimo, kako pravzaprav izgleda pustola po cepljenju, se pravi vakcinaciji. Tu kako se razvija skozi čas in potem nekje 20. dan tudi odpade. Tu pa še slika, kako je pravzaprav izgledala vakcinacija v 19. stoletju, kjer matere prinesejo otroke k zdravniku in jih ta potem cepi. Torej, moj prvi vir je krajša brošura pionirja uvajanja vakcinacije na Kranjskem, Vincenza Kerna, ki ga vidite na levi strani. Delo pa je njegov Aufruf an die Bewohner Krains zur allgemeinen Annahme der Kuhpockenimpfung, ki je šel leta 1803. Drugi tekst pa je poučna pesmica Janeza Antona Župančiča, Die Kuhpockenimpfung, ein Gedicht an die Herzen der Mutter, ki je šel 3 leta kasneje. Menim, da je pomembno izpostaviti, da so ti zgodnji viri o vakcinaciji nastali znotraj specifičnega obdobja, namreč poznega razsvetljenstva. Zato bom v nadaljevanju na primeru Aufrufa prikazal, kako zelo je argumentacija za cepljenje miselno in pojmovno vpeta v kontekst razsvetljenstva in kako so različne epistemološke kulture dojemanja bolezni lahko vplivale na sprejemanje oziroma odklanjanje vakcinacije. V drugem delu pa bom pokazal, kakšen vpliv je imela sociokulturna disonanca glede cepljenja na posameznike, konkretno na matere. Glavni namen razsvetljenstva kot filozofskega programa je bila zamenjava tradicije in avtoritete z razumom in svobodni uporabi uma. Poleg sklicevanja na razum in izkušnje je v Kernovem kratkem uvodu mogoče prepoznati še en element razsvetljenstva, ki ga je zaznati v vseh analiziranih virih in ga lahko imamo za neke vrste tipičnega. Gre za poudarjanje tako imenovane dobronamernosti. Ob kritičnem branju virov je tu zaznati dialektično stran razsvetljenstva, ki poleg principa sapere aude, se pravi drzni se vedeti, za svojo izjavo reklamira absolutno veljavnost. Tisti, ki deluje, ve, kaj je dobro, ne samo zase, ampak tudi za drugega, za celotno družbo. Tu pa se pojavi konflikt med akademsko izobraženimi zdravniki in širšo populacijo o predstavi glede preventivnega cepljenja oziroma preventive nasploh. Kern v tem primeru zaseda pozicijo razsvetljenskega zdravnika, ki preventivo dojema v pojmih kolektivnosti in znanosti. Novi izum naj bi bil tako moralno dober, koristen in v skladu z razsvetljensko logiko občega dobrega, zato bi ga morali po nujnosti in samoumevnosti sprejeti širši kolektiv, saj je to iz perspektive razsvetljenja avtoritete edino logično delovanje. Pri Aufrufu gre, kot že naslov sugerira, za poziv zdravnika usmerjenega na populacijo. Kern v njemu izpostavi, da je bilo znanje o imunosti po prestali okužbi z kravjim kozam v nekaterih okoljih Anglije med običajnimi ljudmi že vedno znano. Očitno je ocenil, da bodo ljudje bolj zaupljivi do inovacije, če izpostavi, da je stvar v resnici že precej stara in med ljudmi preizkušena. Druga, samo na videz protislovna argumentacija za sprejem cepljenja pa je sklicevanje na zdravnike. Glede na to, da je Kern v prvem koraku skušal sklicevati na običajne ljudi, bi lahko slutili, da je pričakoval ali vedel, da ti običajni ljudje v svojem mišljenju še niso brezpogojno sprejeli zdravnika kot osebe zaupanja in avtoritete na področju zdravstvenega delovanja.
Te argumenti se namreč pojavljajo še na začetku 20. stoletja, tako da je verjetno nekaj, da so držali. S tem, ko je Kern združil oba argumenta v navidez enako pomembna, poskuša vzpostaviti prav to zaupanje. S tem, a ne samo to, v drugem koraku potem poskuša postaviti zdravniško znanje kot neke vrste superiornega sodnika, ki odobri ljudsko znanje. Tako pravi, da so to ljudsko znanje na številnih poskusih preverili ugledni zdravniki po vsej zemeljski obli. Implicitno je torej vpeljal hierarhiziranje vednosti in svojemu zdravniškemu znanju zagotovil superioren položaj. S tem, ko združi avtoriteto znanstvenega in ljudskega znanja, potem zatrdi, citat, da ne more biti več dvoma. Tisti ljudje, ki so imeli prave kravje koze, otroških oziroma človeških koz, nikoli več ne morejo dobiti. Kar se je sicer kasneje izkazalo, da ne drži. Cepljenje z kravjim kozam ima nekje 7 let, drži imunost, potem pa je potrebno vpeljati revakcinacijo, kar se začne nekje v 40 letih. Če želimo razumeti razloge, zakaj so nekateri ljudje odklanjali cepljenje, je potrebno pogledati, kako je bolezen, ki naj bi jo vakcinacija preprečila, sploh bila razumljena. Kern se v zaključku svojega teksta posveti tako imenovanim dvomom, za katere meni, da so prisotni pri veliko ljudeh, ki razmišljajo o uporabi profilaktičnega cepljenja. Eden takšnih osnovnih pomislekov prebivalstva se pravzaprav navezuje na samo razumevanje črnih koz. Nekateri ljudje ne bi bili namreč prepričani, da se skozi proces bolezenskega izločanja snovi telo prečisti in da takšno očiščenje ne bi bilo mogoče samo z 1 ali 2 pustuloma. Tako Kern v opombi pravi, da so ga starši, ki so se odločili za cepljenje svojih otrok, prosili, da otroka večkrat vbode in tako poveča število pustul. Vednost, ki ne bi tu izražali navadni ljudje, je seveda staromoralni koncept harmonije 4 sokov. Prav zaradi takšnega razumevanja bolezni črnih koz je na njegovem seznamu ljudskih dvomov o koristnosti cepljenja tudi predstava, da ne bi ljudje veliko hitreje umrli, niti ne dočakali 30. leta starosti. Razlog temu pa ne bi bilo prav preventivno cepljenje, saj zaradi njega variola, dojeta kot nujna bolezen, ne bi mogla opraviti svojega poslanstva prečiščenja telesa. Prav tako ne bi ljudstvo koze dojemalo kot nekaj, kar ne bi se dedovalo od staršev na otroke, ki naj bi z kozami že prišli na svet. Moč na tako imenovanem kozjem strupu naj bi imela samo narava, ki da lahko edina odloča, kdaj se bo strup izločil iz človeškega telesa. Prav takšno ne bi bilo po Kernu ljudsko razumevanje variole, sam kot zdravnik pa pravi, citat, predvsem zdravniki vedo, da človeku ni prirojen noben kozji strup ali kakšna druga škodljiva bolezenska snov. Je pa prirojena dojemljivost za razne bolezenske snovi, med drugim tudi za kozji strup. Konec citata. Menim, da je mogoče skozi perspektivo vakcinacije pokazati enega od ključnih protislovij preventivnega dispozitiva, namreč tega med znanstveno zahtevo po preventivi in vsakodnevnimi praksami preventive. Verjamem, da je zgodovina vakcinacije paradigmatičen primer tako imenovane sociokulturne disonance predstav glede preventive. Akterji, ki jih viri prejudicirajo kot tiste cepljenju nenaklonjene, so tako na primer citat kratkovidne matere, konec citata, ki so deležne izdatnega moralnega diskreditiranja in pejorativnega označevanja. Tako so tudi obtoženi krivice za morebitno okužbo kljub cepljenju, saj da, citat, izpraskajo neumni svojeglavosti mozolce. Konec citata. Cepivo je v več virih predstavljeno kot tisto, ki naj bi izničilo dejanje krsta in je zato zelo pogosto navedeno kot razlog, zakaj starši niso pustili cepiti otrok. Skozi prizmo vakcinacije je mogoče opazovati, kako se ob odločitvi za ali proti preventivni praksi oblikujejo socialni procesi inkluzivnosti in ekskluzivnosti. V virih je zaslediti dilemo pravilnega delovanja, v kateri so se znašli starši. To tudi lepo prikazuje ta levi odlomek, ki se najde pri Antonu Martinu Slomško 40 let. Vprašanje cepljenja je lahko vodilo do 2 diametralno nasprotnih pozicij, kako delovati. Na eni strani so tako lahko bili pripadniki lokalne skupnosti, v kateri se je pozicija
odklanjanja cepljenja oblikoval neke vrste moralni imperativ delovanja. To pomeni, da je praksa cepljenja pomenila zasramovanje, moralni linč in potencialno marginalizacijo ali tudi izključitev posameznika iz skupnosti. Na drugi strani pa so vrednote in prepričanje avtoriteta duhovnika, ki je ponotranil uradno idejo medicine v cepljenja in je lahko prav vso svojo avtoriteto na moralni in verski način pritiskal na matere, naj cepijo svoje otroke. Posamezniki, konkretno matere, so se torej lahko pri vprašanju cepljenja znašli na nikogaršnji zemlji med dvema frontoma, kot je to razvidno iz omenjenega odstavka. Vprašanje cepljenja je torej lahko odvisno od specifičnih lokalno-situacijskih okoliščin, naprimer od angažiranih posameznikov ali od neposredne grožnje epidemije črnih koz. Takšne situacijske okoliščine pa so lahko bili tudi materialni interesi udeležencev. Simptomatično je, da Kern v svojem spisu eksplicitno izpostavi, da pri okužbi z kravjim kozam ljudje ne zbolijo, ter da lahko normalno nadaljuje svojo običajno delo. Domnevati je mogoče, da je zaradi takšnih težkih socialno-ekonomskih razmer eden izmed motivov za odklanjanje cepljenja pri nekaterih ljudeh predstavljal strah. Strah, da bi za krajši ali daljši čas postali delovno nesposobni. V kontekstu uvajanja cepljenja na Kranskem je poleg Kernovega Aufrufa vsekakor potrebno omeniti tudi strukturno in vsebinsko presenetljivo podobno pesmico Die Kuhpocken-Impfung, ein Gedicht an die Herzen der Mütter iz leta 1806. Gre za zanimivo propagandno besedilo, kjer lik zdravnika in matere izmenjujeta poglede na variolo in na cepljenje. Kot prvo je potrebno izpostaviti, da je v tekstu eksplicitno navedena mati. Ona je tista ciljna publika, ki je besedilo namenjeno, in ona naj bi se prepoznala v figuri, ki jo predstavi avtor. Materi je namenjena vloga skeptika. To pomeni, da je ona tista, ki artikulira tipične zadržke proti cepljenju, zdravniku pa je namenjena naloga tiste razsvetljene osebnosti, ki vrže materine predsodke. Tekst je mestoma precej emocionalen. Mati so pripisane nesnoci skrbi in strahu za prihodnost otroka. Je pa zanimivo, da ljubezen matere do svojega otroka ni predstavljena kot izključno vrednota sama po sebi, ampak je skrb, ljubezen in strah pred otrokom smrtjo vsekakor tudi pragmatično egoistične narave. Otrok je skozi celoten tekst predstavljen kot moškega spola, naj bi bil namreč neke vrste investicija in garancija matere za varno življenje v starosti. Tudi temu naj bi torej služila uporaba zaščitnega cepljenja. Ob argumentiranju za sprejemanje cepljenja se v tekstu pojavi tudi estetska perspektiva. Koze so poleg same smrtne nevarnosti ob morebitni prebolelosti pomenile tudi grozne vizualne estetske posledice, kot so koza obraz, brazgotine, ohromelost in slepota. Župančič tako celo zapiše, da naj bi v pogledu na potek bolezni matere celo obžalovali dan, ko so otroka sploh rodile. Avtor liko matere v uste polaga tipične argumente, ki so bili izraženi proti cepljenju na začetku 19. stoletja in sem jih deloma že predstavil na podlagi Aufrufa. Gre torej za prepričanje, da je strup, to je črne koze, že izvorno prisoten v človeškem telesu in prepričanje, da človek z aktivnim delovanjem ne bi smel posegati v naravni red. Preprečevanje okužbe s cepljenjem je bilo dojeti kot poseganje v velik božji načrt, katerega končne posledice človek ne more razumeti. Takšnega stališča naj bi sicer bila lastna citat den geblendeten Menschensinn. Zdravnik v dialogu ne spodbija samega božjega načrta kot takega, ampak trdi, da okužba z variolo ne spada pod ta nujen zakon, ter da izvorno ne izvira iz človeka, ampak se širi preko bolezni ljudi iz tujine. Vedno bolezen prihaja iz tujine. Pomemben argument o odklonilni drži do vakcinacije, ki se pojavi v virih, je tudi ta o prenosu živalske materije v človeško telo, ki da naj ne bi pomagala proti varioli. Namesto tega bi naj prej zaupali usodi, ker weil über alles alle Kunst ist ihre Macht.
A kot potem kontrira zdravnik, naj bi bilo znotraj celostnega naravnega reda oziroma okvira, großes Ganze, tudi prostor za samostojno človeško delovanje. Proti neprilikam in sovražnikom naj bi prav tako narava zagotovila orodja, ki jih lahko človek uporabi. Aktivno človeško delovanje v obliki preventivne vakcinacije pridobi legitimnost znotraj okvira narave. Pravi, Selbsterhaltung ist Naturgebot. Razsvetljenska medicina, ki je na svoj prapor zapisala idejo racionalnosti in napredka, je torej izhajala iz ideje, da je mogoče okolje, človeka in tudi bolezen do določene mere oblikovati in spremeniti. Kot pokazano na primeru Kerna in njegovega pojma dojemljivosti, je lahko aktivno delovanje v obliki preventivnega cepljenja ravno tako to dojemljivost za bolezen zmanjšalo oziroma celo izničilo. Takšno aktivno delovanje pa je, kot prikazano na primeru Župančičeve pesmice, lahko bilo upravičeno znotraj okvira božjega načrta oziroma naravnega reda. Pomemben skupni element Kernovega in Župančičeva teksta pa je nekakšna dvojnost argumentacije. Ne samo Kern in Župančič, ampak velika večina agitatorjev za vakcinacijo svoje argumente ne predstavlja samo znanstveno, ampak tudi zelo emotivno, moralno in na določenih mestih kot brezalternativno. Povsem v koncu Župančičeve pesnitve se to nekoliko spremeni. Predhodne racionalne in umerjene poskuse s treznimi argumenti spodbuditi oziroma zavreči ideje, ki vodijo do odklanjanja cepljenja, sedaj zamenja emocionalen in oster poziv k premisleku. Citat. Vermag der Schreckenwort dich nicht zu lenken, des eigenen Kindes Mörderin zu sein. Konec citata. Kot je precej pogosto pri razsvetljenskih tekstih tega časa, označena kot morilka svojega otroka, saj ni ravnala odgovorno in ga dala preventivno cepiti. Poleg vzbujanja občutkov krivde so bili uporabljeni tudi različni nabori emocionalnih pritiskov. Precej učinkovit je znal biti tako na primer strah. Tako so na primer strah pred izostankom zveličanja in zaprtja nebeških vrat za grešne kristjane. Močno intimno čustvo, ki so se ga posluževali oblasti z javnim objavljanjem imen staršev, katerih otroci so necepljeni umrli za kozom, je lahko bil tudi sram. Takšnih pasivnih emocionalnih pritiskov ne gre marginalizirati. Sploh pa njihova vloga morala biti toliko bolj odločilna in pomembna v državi, ki ni poznala zakonske prisile za obvezno cepljenje. Hvala za pozornost.